Tokrat se ponovno odpravimo na izpitno vožnjo. Potem pogledamo, kakšne so novosti pri avtodomih, saj sta jesen in zima pravi čas za nakup opreme za prihodnje leto. Nismo pozabili pa niti na avtomobile. Zapeljali bomo kitajski U5, nemški Q5 in francoski 308. Prihaja pa tudi čas za slovenski avto leta. Pozdravljeni avtomobilnosti. Prav zanimivo je, kako se nam je ena vožnja, tista, ki smo jo morali opraviti vsi, še posebej vtisnila v spomin. Trenutek, ko je na zadnji sedež sedel član izpitne komisije in ko smo opravili vozniški izpit, ali pa ga nismo. Seveda gre za pomembno vožnjo, za tisto, s katero smo dobili dovoljenje, da upravljamo z strojem, s katerim se lahko premikamo, s katerim lahko gremo kamorkoli, kadarkoli. Kaj pa, če bi šli na izpit še enkrat, zdaj, kar tako? Mislite, da bi ga opravili? Pa kaj se sprašujemo? David je šel. Ja, res je. In verjetno ga ne bi opravil. Kljub temu, da sem bil, se mi zdi, da zelo zbran, ampak imamo tekom voženj, oziroma ko se enkrat navadimo na okolje, v katerem vozimo, na avtomobil, začnemo biti bolj sproščeni in so stvari, ki jih spregledamo. V mojem primeru, recimo, je bila to črta za vključevanje oziroma za izstop iz krožnega križišča. Ker na izpitu, če to naredimo, kar smo mi dva zdaj naredila, pa pač brez izpita. A ni tle črtica za oba? Ja. Kaj gremo pogledati? Ne, res? Gremo obrniti. Ajde, gremo še enkrat. Obrnimo, gremo nazaj. Za žale bi se mogla Mija razvrstiti na zonanji pas in v nadaljevanju odpeljati ven. Gospod Miha, zdaj posnamite, ko greva prav. No, ampak past, v katero se je ujel David, bi se ujela večina, pravzaprav se prej, saj skoraj vsi. Gre za past, ki jo nastavi rutinska vožnja. Ampak kaj se sprašujemo? Na preizkusu tistih, ki so se odločili iti ponovno na izpitno vožnjo, jih je opravila manj kot četrtina. In kdo bi opravil izpit, kdo ga ne bi, je zelo lahko komentirati s kavča. Redki pa so v akciji Zavarovalnice Triglav ponovno na izpitno vožnjo zares preizkusili svoje znanje in zbrali ta pogum. No, kdo pa je to bil? Vozniki, ki prihajajo na našo ponovno izpitno vožnjo, imajo izpit med 20 in 50 let. Gotovo vsak pride z nekim osebnim ciljem ali pa vsaj željo, da bi izpit uspešno opravil. Ampak uspehov akcije pa ne merimo v voznikih, ki so uspešno opravili izpit, ampak v številu voznikov, ki so na novo ali pa ponovno osvojili eno situacijo na cesti, ki jim je delala težave, ki jih je spravljala v zadrego ali kjer so zares delali napake. In to so konkretni vozniki, ki bodo jutri pomenili spremembo na bolje. In spremembe na bolje se bodo zgodile, če jih bomo predvsem spremenili pri sebi. Tako radi spreminjamo druge, komentiramo njihovo vožnjo, svojo praviloma ne. Izpitno vožnjo bi odpravilo le 23% vseh, ki so se udeležili projekta ponovno na izpitno vožnjo. Torej je prostora za izboljšave kar precej. In izboljšave so možne samo, če svoje napake poznamo. In kot je rekel nekoč Aleksander Zadel na predavanju, ne opravičuj se, na sebi delaj. Mislim, da so udeleženci naredili pravi korak oziroma korak v pravo smer s tem, da so se ponovno zapeljali z inštruktorjem, ki je lahko opozoril tudi na kakšne malenkosti, ki jih med vožnjo delamo oziroma ne delamo. Zdaj lahko delajo na odpravljanju svojih napak. In te napake pa so prehitra vožnja in nezaustavitev pri znaku stop. Ja, to je bila zdaj tretja sezona. Dejansko so prišli tudi nekateri povsem z namenom, da bi našli svoje napake oziroma da bi izboljšali svojo vožnjo v smislu, ker bodo v prihodnosti kot spremljevalci svojim otrokom pri pridobivanju vozniškega dovoljenja. So prišli njihovi starši torej z namenom, da se malo podučijo. Ugotovili smo pa tudi, da je veliko voznikov zelo dobrih. Zdaj, kako so dobri pri svojih običajnih vožnjah, to pustimo, ampak če nič drugega so sami sebi dokazali na teh vožnjah, da zmorejo biti vzorni vozniki, da zmorejo biti zelo pazljivi in pozorni na vse omejitve in jih tudi uspejo upoštevati. Ja, vprašanje, a zmoremo? Seveda zmoremo in to smo nekoč tudi dokazali. Zakaj pa ne vozimo po predpisih oziroma po pravilih?
morda je tu vprašanje motivacije. No, primarna motivacija za varno vožnjo po pravilih bi zagotovo morala biti predvsem to, da zavarujemo sebe in ostale udeležence. Blizu te motivacije praviloma pride ta, da ne dobimo prometne kazni. Kot smo videli, je visoko na lestvici motivacije, zakaj vozimo po predpisih, tudi to, da smo zgled mlajšim voznikom. V projektu Ponovno na izpitno vožnjo pa so našli še kakšno motivacijo. Kar vemo je to, da smo vozniki veliko bolj motivirani za spremembo v svojem lokalnem okolju, v svojem kraju, tam so na cesti naši najbližji. In zato mi že vseh 7 let, ko intenzivno razvijamo programe za večjo varnost, prihajamo k vozniku v njegovo regijo, v njegov kraj, tam mu ponudimo izkušnjo, ki se v tem kraju potem nekako utrdi, ampak seveda pa vozniki potem, ko se enkrat spremenimo, to odnesemo na vse druge ceste in prispevamo k spremembam. Tukaj so predvsem ceste, po katerih se vozimo vsak dan, kar pomeni dvoje. Prvič, da je največ možnosti, da tukaj povzročimo prometno nesrečo, in drugič, da po teh cestah vozimo najbolj avtomatizirano na avtopilotu, kar pomeni, da z nekimi desetletji dolgoletne vožnje nastane veliko zatečenih napak, ki jih pravzaprav iz ene malomarnosti niti več ne opazimo. In tukaj pa želimo narediti spremembo, zato ker so to naši sokrajani, ker so to naše družine, skratka, lahko povzročimo nesrečo ljudem, ki jih poznamo. Zdaj pa vprašanje za vse. Se kdo spomni, kdaj je prvič namenoma kršil prometni zakon? Recimo na avtocesti vozil 140 ali pa 150 km/h. Prepričan sem, da tega trenutka v spominu svojih vozniških izkušenj nimamo tako jasno definiranega, da nimamo točnega datuma, na katerem smo se odločili in rekli, od zdaj naprej pa bom postal reden kršitelj zakona, delikvent. Ne govorimo o tistih prekrških, ki se zgodijo slučajno ali zaradi neke posebne situacije. Govorimo o prekrških, ki jih delamo namenoma in pogosto. Razlogov, zakaj smo se tako odločili, še bolj pa opravičil, lahko najdemo, kolikor hočemo. Potem je tu ogromno različnih dilem. Recimo, kako je lahko prišlo do tega, da se prodajajo avtomobili, ki gredo več kot 130 km/h in se lahko legalno prodajajo, čeprav je to zakonom prepovedano. Mi pa smo zanje pripravljeni plačati še več. Hitreje, ko grejo, več smo pripravljeni plačati za njih. Kaj pa to, da je veliko prometnih situacij rešenih na tak način, da je skoraj nemogoče, saj sem ter tja, narediti prekršek na njih. In tu je tudi klasičen, če kršijo zakon vsi, zakaj bi ga potem spoštoval jaz? Ne bom jaz edini vozil po predpisih. Promet je živ organizem, ki se spreminja. Spreminjajo se avtomobili, spreminja se prometna infrastruktura in predvsem spreminjamo se tudi ljudje, ki smo promet. In ljudje seveda delamo napake. Zato so tu pravila, ki so temeljni kompas za to, da vsi vemo, kaj je prav in kaj je narobe. Potem pa je tu še zelo pomemben faktor, ne samo strpnosti in tolerance razumevanja, ampak predvsem to, da se lahko v prometu zanesemo na to, da bodo drugi pazili na nas, mi pa na vse ostali. Vem, da se vam zdaj ne mudi na izpitno vožnjo, zato stanite z nami tudi po kratki pauzi. Zapeljali bomo kitajski iWays U5, pa nemški Audi Q5 in francoski Peugeot 308. Pogledali bomo tudi, iz česa je narejen ta material in zakaj prinaša revolucijo tudi med avtodome. No, zdaj me pa res zanima, ampak pogledali bomo pa tudi, kdo se je uvrstil v izbor za slovenski avto leta 2022. Ob začetku poletja smo vam postregli s prvimi posnetki novega Peugeota 308 in vam hkrati obljubili, da se k njemu vrnemo, ko bo popolnoma razkrit. V mislih imam seveda predvsem karavansko različico, ki smo vam jo poleti predstavili še precej zamaskirano. Ocena ni bila napačna. Novi 308 je ne glede na karoserijsko različico privlačen avtomobil, ki bo s povsem novo obliko zagotovo privabil tudi nove kupce. Tudi
tudi zato, ker so pri Peugeotu združili elegantno obliko in praktično uporabnost. Če tudi govorimo o karavanu, je odličen njegov količnik zračnega upora. Z 0,277 je namreč prej na ravni limuzin kot pa karavanov. A z obliko je tako, da je ta sicer pomembna, a lastnik oziroma voznik večino časa vseeno preživi v notranjosti avtomobila. Notranjost je v primerjavi s predhodnikovo izboljšana v vseh pogledih. Tako po materialih, kot tudi po vsebini. Počutje za volanom je dobro, navdušijo ergonomija in prijetni materiali. Svoje doda še prenovljeni sistem iCockpit, ki ga sestavljajo nov, še manjši volanski obroč, ki je po novem lahko tudi ogrevan, 10-palčen osrednji zaslon s 3-dimenzionalnimi merilniki ter nov osrednji zaslon, ki ponuja tudi virtualne tipke, ki si jih bo voznik lahko sam nastavil kot bližnjice do določenih funkcij na sredinskem zaslonu. Novost, ki jo vsekakor velja izpostaviti, pa je možnost izbire slovenskega jezika. Tudi navigacijski napotki so po novem v slovenščini. Novi 308 bo na voljo z bencinskimi, dizelskimi in hibridnimi motorji. S tem pa pri Peugeotu sledijo zapovedi, da bodo prav vsi njihovi modeli do leta 2024 že elektrificirani. Za razliko od marsikatere avtomobilske znamke, pri Peugeotu še niso opustili klasičnih motorjev. Tako bodo kupci lahko še vedno izbrali dizelski motor ali tehnološko dovršeni 1,2-litrski bencinski motor z 2 močema. Seveda pa pri Peugeotu razmišljajo tudi o prihodnosti, zato največ stavijo na hibridno različico, ki bo na voljo s 110 ali 132 kW. A ko omenjamo motorje, moramo omeniti še nekaj, in sicer zvočno izolacijo potniške kabine. Ta je tako dobra, da bi nepoznavalec pravzaprav težko ugotovil, kdaj se pod motornim pokrovom vrti bencinski in kdaj dizelski motor. Seveda pa pri slednjem to najbolj pomaga in ropota dizelskega motorja se med vožnjo v kabino skorajda ne sliši. Je pa res, da bo pozorno oko opazovalca na novem Peugeotu 308 najprej opazilo povsem nov logotip. O njem in o novem 308 nasploh pa nam je nekaj več povedal Matijas Hosan, vodja Peugeotovega oblikovanja. I would say for this new identity, we really focus on the head of the lion, which make the Peugeot identity much more visible on some area where the Peugeot brand, is maybe less visible than Europe, for example. So I think it's much more clear as a message for our customer. And because we are all spending hours, on the digital platform, this new identity is much more adapted, to all the digital world. Tole je iWays. I is on the way. Ljubezen je na poti. iWays U5, prvi model mlade kitajske znamke, ki ima eno najlepših imen na trgu. Poglejmo si ga. Gre za sodobnega električnega SUV-ja, ne gre za nizkocenovnika. Če smo natančni, imamo tukaj kar 5 posamičnih zaslonov. No je pa zanimivo, da je predal pred sovoznikom opcijski. No in ta avto ga nima. Tukaj imamo le nekakšna 2 majhna obešalnika, na katera lahko recimo pritrdimo kakšno nakupovalno vrečko. Področje, kjer iWays U5 zares blesti, pa je prostornost. In ta se najbolj izkaže ravno na zadnji klopi. Ne le, da tu izredno, neverjetno udobno sedimo, poglejte, koliko prostora ostane za noge in glavo, tukaj se lahko celo malce sprehodimo. Z enim polnjenjem smo na našem testu pri mešani vožnji dosegali okoli 300 km in to pri povprečni porabi dobrih 20 kWh na 100 km.
Področje, kjer kitajske inženirje čaka še nekaj dela, pa so asistenčni sistemi. Zatakne se predvsem pri delovanju sistema iDrive, ki združuje aktivni tempomat in pa sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu. In upamo, da se ne bojite kamer, kajti na tem vozilu jih boste našli kar precej. Najprej imamo na voljo tiste zunanje, ki omogočajo zelo priročen in pregleden pogled okoli vozila. No, za nameček pa imamo dve, tudi v notranjosti. Z njihovo pomočjo vozilo spremlja vašo zbranost. Kameri zaznavata zehanje, kinkanje, uporabo mobilnega telefona, kajenje in na to početje vas vse skozi opozarja glas razuma, ki prihaja iz osrednjega sistema. Drowsy driving is dangerous. Please take a rest. No, po našem mnenju so tovrstni varnostni sistemi dobrodošli. No, pa vendar, če vam gre takšna oblika nadzora na živce, naj vas pomirimo, da lahko tale opozorila zelo preprosto izklopite. Ali pa čez kamero nalepite kakšen listek. Sistem vam ne bo prav nič oporekal. Mnogi so mnenja, da so greh že 4-vratni kupeji, zdaj pa se seli trend preoblikovanja še v smer križancev. Klasično obliko zaznamuje športna kupejevska streha, ki je pri nekaterih bolj, pri drugih pa manj opazna. Voznikov delovni prostor je enak kot pri kupe. Navdušijo preglednost in ergonomija, no kljub vsej tehnologiji pa še posebej pohvalimo klasični gumb za uravnavanje glasnosti. Številka 40 TDI označuje drugi najmočnejši dizelski motor, ki si ga lahko omislite v Audiju Q5 Sportback. Navkljub masi in velikosti se Q5 Sportback ne boji ovinkov. Je pa vseeno potrebno upoštevati višje težišče in dobrih 1800 kg njegove mase. Je pa precej bolj udoben in suveren na odprti cesti in na avtocesti. Z mesta do 100 km/h pospeši v dobrih 7 sekundah in pol. Na nemški avtocesti pa se bo pospeševanje končalo pri hitrosti 222 km/h. In poraba goriva, če bo vožnja dinamična, bo za 100 km potrebnih približno 8 litrov dizelskega goriva. Umirjena vožnja pa je za 100 prevoženih kilometrov dovolj že 5,5 litra dizelskega goriva. Prihaja čas, ko se bo treba odločiti, kateremu izmed kandidatov za slovenski avto leta boste dali največ glasov. Najprej glasove dajete vi, potem pa izmed 5 kandidatov zmagovalca izberemo mi. No, prvo sito je bilo že tu, in sicer avtomobili, ki vozijo na slovenskem trgu oziroma po slovenskih cestah, in jih je bilo v tem letu prodanih vsaj 25. 15 kandidatov imamo in začnimo kar pri električnih. 5 je izključno električnih modelov. 3 med njimi so električni SUV-ji in prihajajo iz Nemčije, 1 je kombi limuzina iz Kalifornije, en malček pa prihaja iz Italije. 2 modela sta lahko električna ali pa bencinska, na zunaj razlik ni. 2 lahko peljeta na elektriko tudi več kot polovico vsega časa, čeprav vanju ne priklapljamo kablov. Tu je tudi avto, ki se pelje na elektriko, in to 100% vsega časa, a njegovo elektriko proizvaja bencinski motor. V izboru imamo tudi priključni hibrid, ki zmore 100 km na elektriko, preden se vključi bencinsko gnan motor. Tudi drugi modeli v izboru so na tak ali drugačen način elektrificirani. Pri nekaterih v ospredje stopi oblika, pri drugih cenovna privlačnost, pa praktičnost in primernost recimo za družine. Vaše glasove zbiramo do konca meseca novembra, slovenski avto leta 2022 pa bomo razglasili januarja 2022. Bo pa to že 30. izbor po vrsti. Zdaj pa od avtov k avtodomom.
bolj natančno k sestavnim delom avtodoma, še bolj natančno k temu, iz česa so ti narejeni. Takih delov je v avtomobilih že zelo veliko, v avtodome pa šele prihajajo. Veš, kaj je to? Ne, imam pa občutek, da bom izvedel, iz česa so narejeni v naslednjem prispevku. Trend številka 1 pravi, da avtodomi postaje vse bolj smart. Po novem torej klimo, luči, porabo elektrike, plina in vode nastavljamo oziroma spremljamo kar prek aplikacije na mobilnem telefonu. A tu ne gre toliko za udobje, gre za zmanjševanje stresa na dopustu. I can display error messages and warnings on the panel, and I can get some hints and tricks how I can resolve it myself without having to contact someone else. It's connected to a cloud. That means the service has your data. When you have to call them, they already know what is in there and can give you more specific advice. Mi smo recimo korist povezave telefona, interneta in pa avtodoma izkusili v praksi in zato te rešitve hvalimo. Ko je torej naš testni avtodom kar na našem pametnem telefonu javil napako na vgrajenem prototipnem stranišču, smo poklicali v center za pomoč uporabnikom. Ti so naredili nekaj klikov, na to pa rekli: vidimo vašo težavo, poznamo jo, zelo blizu ste, pridite. Nadaljevali smo torej v nizozemsko Bredo, v tovarno Tetford, kjer so nam prototipen 3D natisnen sifon s serijskim zamenjali kar avtorji novega sistema. In zakaj gre pri sistemu Indus? No, v običajnih avtodomih imamo ločen rezervoar za kuhinjske odplake in pa kaseto, v kateri zbiramo razgrajena straniščna sporočila. Oba rezervoarja tudi praznimo posebej, ločeno. Moderni avtodomi z Indus sistemom pa ti dve vsakdanji opravili olajšajo združenim sistemom za vse tekoče odplake. It first pumps away the black water from the toilet, which is stored in the black water tank. And after that one is emptied, the grey water will flush the whole system, including all black water circuits, including the toilet and the black water tank, but also the pit. So in the end, you have everything flushed with grey water, so it's still wastewater, but it's a lot cleaner than black water. And the old grey water pits are also connected to a sewage. You only can empty that on a pit. Sistem Indus je varčen tudi z doziranjem aditivov, s katerimi razkrajamo odplake. Hkrati pa je zasnovan tako, da izdelovalcem avtodomov omogoča, da stranišče bolj enostavno umeščajo v prostor. Iskanje vseh možnih okoljskih optimizacij pa je vsekakor še en trend. Preizkušeni prototipni avtodom je namreč demonstriral tudi uporabo recikliranih materialov. Uporabimo dele, ki jih naši dobavitelji, recimo Fiat Ducato, dobavi k nam. Za potrebe zaščite vozil se vgradijo plastični elementi, ki jih v našem procesu proizvodnje zavržemo. Da bi izkoristili ostanke, smo mi to plastiko oplemenitili z dodatkom celuloznih vlaken in na novo zabrizgali material. Se pravi, gre za nek kompozit plastike, polipropilenske plastike z časopisnimi vlakni, se pravi celulozo, ki jim doda nek ojačitveni potencial. Na ta način smo izboljšali samo trdnost materijala za 40% in pa izboljšali modul elastičnosti, povišali za več kot 200%. Kako velik je potencial tega projekta, govori podatek, da z distančniki v Adrii porabijo komaj 3 od 25 kg, ki nastanejo z reciklažo Fiatove odpadne embalaže pri enem samem kombiju. Zagotovo bomo kmalu priča novim rešitvam. Čedalje več je tudi navdušena nad bolj avanturističnimi avtodomi. Vse več je tistih, ki bi želeli imeti na avtodomu bolj terenske gume, vse več jih želi tudi 4-kolesni pogon, namreč na počitnicah si ljudje želimo svobodo, svobodo v naravi. In v to področje se zdaj vključuje tudi znani slovenski pilot, Peter Podlunšek. Po
Posebnost naših modelov je zagotovo to, da so modeli, ki so poimenovani ultralight modeli, izdelani popolnoma iz karbonskih vlaken, kar je za uporabnike oziroma za voznike pick-up trakov, pick-up vozil zelo, zelo pomembna komponenta. V prid bolj svobodnemu potovanju se moderni avtodomi ponašajo s sončnimi celicami na strehi, vse bolj postajajo popularne tudi prenosne baterije. Lahko so recimo takšne, večje ali manjše kocke. Zasledili pa smo tudi možnost uporabe baterij, kakršne recimo uporabljamo tudi pri domačih vrtnih opravilih. In seveda, tudi gorivne celice smo v Düsseldorfu zasledili, ampak v drugačni funkciji, kot jih ponovadi omenjamo v avtomobilnosti. In ja, tudi brez hibridov ni šlo. Pri prikolicah. Mi smo projektno že naredili kar nekaj rešitev za vgraditev dodatka, ki bo omogočil pomoč vlečnemu vozilu, da z lahkoto vleče prikolico. Kot recimo električno kolo, lahko baterijski dodatek omogoča pospeševanje kolesa in s tem zmanjšuje potrebno moč, ki ga mora imeti vlečno vozilo. Tudi električni avtodomi so na vidiku, a prav veliko smisla v njih ni. Visoka masa baterij in majhen doseg pač ne omogočajo svobodnega potovanja. Seveda je očiščenje avtodomarske panoge neposredno vezano na očiščenje gospodarskih vozil in kot smo že spoznali recimo na primeru električnih tovornjakov, tam so izzivi zares težki. Upam, da smo danes vsi po ponovno opravljenem izpitni vožnji še bolj motivirani voziti po predpisih, predvsem pa voziti bolj strpno. In upam, da smo motivirani za novo oddajo o avtomobilnosti naslednji teden na istem kanalu v istem času. Vmes pa skočite na MMC oziroma na rtvslo.si poševnica avtomobilnost in pa nas spremljajte na naših družbenih omrežjih. Srečno!